Miške kakšne revolucije glede svoje oblike v zadnjem desetletju niso doživele. Seveda vsake toliko na površje priplava kaka nora ideja, ki na koncu izrodi nekega mutiranca brez repa in glave, ki se navadno na to proda v omejeni izdaji, če sploh kdaj pride iz prototipne faze. Največja podjetja so preprosto prišla do spoznanja, da je oblika osnovne miške že zdaj bolj kot ne idealna in kakšno izumljanje tople vode tu ni potrebno. Se pa na trgu vseeno najdejo alternativne miške, ki ciljajo na določen žanr uporabnika. Sem notri spadajo ergonomske miške, ki na prvi pogled nosijo nekam smešno obliko, a še kako prav pridejo vsem tistim, ki se mučijo z bolečinami v zapestjih. Te težave ni lahko odpraviti, jih pa lahko vsaj ublažimo in ravno v tem pogledu prav pride nova Logitechova miška Lift. Treba je reči, da je tudi v svetu ergonomskih mišk Logitech Lift nekam smešne oblike. Že pri odpiranju paketa človek dobi občutek, kot da je v roke dobil malce večji kinder jajček. Lift je na voljo v 3 različnih barvah in za namene opisa smo se poigrali z roza različico, miška pa je na voljo še v beli in bolj umirjeni črni barvi. Ohišje miške je v grobem razdeljeno na 2 dela, sprednji plastični del in zadnjico, ki je obdana z gumo. Gumijasti del vsebuje nekaj zarezic, tako da se bolje oprime dlani. Na sprednjem delu pa najdemo na desni strani gumba, levi in desni miškin klik in kolesce, pod katerim se nahaja še priročen gumb za prilagajanje DPI-ja, ki lahko skoči do številke 4000. Na levi strani s palcem nadzorujemo še 2 gumba, ki nas lahko denimo premikata po spletnih straneh naprej in nazaj. To pa je nekako tudi vse, kar se tiče teh glavnih gumbov. Lift na dnu vsebuje še nekaj zanimivosti. Tu je gumb za prižig in izklop miške ter stikalo, ki nam omogoča preklapljanje med 3 različnimi PC-ji. Lift namreč lahko povežemo na 3 samostojne PC-je ali prenosnike in med njimi brezšivno preklapljamo, kar zna priti hudo prav vsem tistim, ki imate več delovnih postaj in ne bi radi vedno znova po mizah iskali nove mišone. Spodnja stran vsebuje še predalček, kamor lahko priročno pospravimo USB sprejemnik, miška pa se lahko poveže tudi preko Bluetooth povezave. Predalček skriva tudi prostor za eno AA baterijo, ki je nujno potrebna za delovanje lifta. Miška je tako povsem brezžična in je preko kabla ne moremo priklopiti nikakor, saj ne vsebuje nobenih vhodov za žično uporabo. Baterija je tako nujna, kar meni osebno pusti nekam mešane vtise. Veliko raje imamo v miški notranji akumulator, ki ga lahko naknadno polnimo preko USB-C vhoda, s tem pa se znebimo tudi elektronskih odpadkov v obliki zavrženih baterij. Baterija doda tudi nekaj malega dodatne teže, ki na koncu nanese 125 gramov, kar ni tako veliko, a pozna vsekakor se. Po drugi strani zna Logitech Lift delovati zelo varčno in ena baterija naj bi tako zadostovala kar za 2 leti uporabe. Lift je predstavljal moje prvo srečanje z ergonomsko miško, saj me k sreči ne mučijo težave v zapestju, tako da takšne miške niti nisem potreboval. Prvi oprijem je tako malce nenavaden, saj sem po letih držanja miške z ravnanim zapestjem zdaj nenadoma moral spremeniti način dela. Lift nam zapestje malce nagne v desno stran, tako da lahko miško zaobjamemo v bolj naravni in manj obremenjeni prijem, kar vsekakor zahteva nekaj privajanja. Sam sem na začetku čutil malce obremenitve na palcu, saj je ta na začetku prenašal večji del teže dlani, a po kakšnem dnevu sem se na zadevo presenetljivo hitro navadil in šviganje po mizi mi je šlo brez preglavic. Miška je zadostovala vsem mojim vsakdanjim opravilom, kamor ne prištevam samo delo, ampak tudi nekaj malega igranja iger. Pri hitrih igrah se mi je sicer vseeno poznalo, da me čaka še nekaj privajanja, saj sem ob napetih igralnih seansah še vedno preveč pritiskal s palcem, kar mi je malce zmedlo premikanje po 3D prostoru, a kot rečeno, vse je odvisno od prakse in z njo in z vajo bi zagotovo lahko premostil tudi te manjše prepreke. Je pa miška izjemno tiha, saj kliki praktično ne oddajajo nobenega povratnega odziva in so popolnoma neslišni, kar zna biti odlična rešitev za kakšno pisarno ali prostore, kjer klikanje zna zmotiti naključnega cimra. Vseeno pa Logitech Lift vsebuje eno večjo pomanjkljivost. Saj je miška namenjena bolj malim in srednjim dlanem, moja roka pa je bila za udobno uporabo malce prevelika. Tako sem se velikokrat zalotil, da je spodnji del dlani počival na površini mize in tako sem del roke podrsaval po podlagi, kar je zoprn občutek. Logitech Lift omogoča tudi nekaj nastavljanja preko
programske opreme Logi Options. Vsakemu gumbu lahko dostavite nove bližnjice, nastavite pa lahko še 2 DPI profila, tako da imate lahko enega recimo za delo, enega pa za igranje iger. Tu lahko najdete denimo tudi preročno tehnologijo Logitech Flow, tako da lahko prenašate datoteke med PC preprosto tako, da jih povlečete iz enega okna na drugega. Logitech Lift se izkaže za dober ergonomski zalogaj. Oblika nam ponuja udobno počivanje dlani in baterija je dovolj zmogljiva, da se vam za napajanje ne bo treba obremenjevati nekaj mesecev. Lift je tudi dovolj napreden, da se lahko z njim poigrate med delom ali pa med igranjem iger, a kot za vsako novo stvar bo treba vložiti nekaj ur privajanja in uvajanja. Škoda samo za velikost, saj bi med uporabo veliko bolj užival, če bi bila površina za kakšen centimeter ali 2 bolj obilna, tako da gorotasom nakupa ravno ne priporočam. Če so vaše dlani dovolj majhne, da z njimi ne morete ravno zaobjeti košarkaške žoge, potem nakup definitivno priporočam. Tudi cena dobrih 70 € je dovolj nizka, da ne boste ravno jokali zaradi izpraznjene denarnice, izbira pa je dovolj raznovrstna tudi za tiste, ki pri miški iščete barvne kombinacije. Je pa treba upoštevati, da je Lift namenjen specifičnemu trgu, torej ljudem, ki jih mučijo težave v zapestjih. In če iščete miško, ki boste primarno uporabljali samo za igranje iger, potem je morda bolje pogledati za kakšnimi bolj klasičnimi mišoni. To je bilo tokrat vse. Kot vedno vas vabimo na komentiranje posnetka, seveda pa lahko tudi stisnete kak všeček in se vidimo v naslednji recenziji, ki se zna zgoditi kaj kmalu. Se vidimo!